Vladni podcast GoSee. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v letnem pregledu GoSee podcasta. V letu 2025 smo skupaj odprli 16 epizod in v njih iskali jasne, razumljive odgovore na vprašanja, ki se dotikajo vsakdanjega življenja vsakega izmed nas. Spregovorili smo o temah, ki bodo oblikovale našo prihodnost. Od šolstva, stanovanj do zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninske reforme. Odprli smo razpravo o javnih financah in davkih, pogledali pot hrane od kmeta do krožnika in se spraševali, kako ohraniti močan javni sektor. Šli smo tudi prek naših meja, v razmislek o zunanji politiki, o varnosti in se ob 80. obletnici druge svetovne vojne spomnili, da nam zgodovina pomaga lažje razumeti sedanje dogodke. Posebno pozornost smo namenili odpornosti družbe, kritičnemu presojanju informacij in poplavi dezinformacij, pa tudi kulturi, saj je bilo leto zaznamovano s čezmejnim Evropskim letom kulture in vprašanju države kot blagovne znamke. Pred vami je kolaž izjav naših sogovornic in sogovornikov, trenutkov, ki so zaznamovali leto. Hvala, ker nas poslušate, gledate in soustvarjate prostor dialoga. Voditelji Petra Bezjak-Cirman, Zoran Potič, Polona Prešeren in Petra Prešeren-Golob smo vedno veseli vaših odzivov in komentarjev. Zato mirno lahko rečem, razen redkih izjem, bojo pokojnine višje. Že danes ženske v povprečju prejemajo pokojnino 25 let. Torej, ni res, da gremo v pokoj samo še umreti. Verjamem, da smo zelo solidarna družba in kako je pa to prepleteno z dolgotrajno oskrbo. Celoten sistem dolgotrajne oskrbe smo želeli sestaviti na podlagi solidarnosti, torej dostopnosti za vse. Jaz hočem živeti v državi, kjer je zdravstvo dostopno vsem, revnim in bogatim. Naša smer je seveda jasna, zagotoviti dostopnost in ko enkrat ljudje lahko dostopijo do zdravstvenih storitev, da so te kakovostne. Politika te vlade je že od vsega začetka enaka in jasna. Prioritete so prva zdravstvo, potem je prioriteta znanje, tretja prioriteta je raziskave, razvoj, znanost. Živel sem na zasebnem najemnem trgu in v času študija sem zamenil 8 stanovanj. Vsi mehanizmi, da prideš do stanovanja v naši družbi, so na nek način odpovedali in naloga države je zdaj, da vzpostavi nove in to je to, kar počnemo. Učitelj ima v bistvu en privilegij. Ves čas je v interakciji z mladimi. Če svoje delo upravlja profesionalno, potem mislim, da lahko to delo z zadovoljstvom upravlja. Skozi kampanjo Lepo je biti kmet smo se sedaj aktivirali, obiskovali bomo šole, vrtce, predstavljali poklic kmeta, ki je nekoliko drugačen, kot je bil morda v preteklosti, bistveno bolj naprednejši. Kar se dogaja sedaj v tej neki novi geostrateški realnosti, bo nekaj, kar bo verjetno determiniralo tudi naslednje rodove. Zunanja politika je prišla na velika vrata v življenje vsakega posameznika preko vseh nestabilnosti, konfliktov, ki jih v tem trenutku vidimo na svetu. Bil je začetek najdaljšega obdobja v Evropi brez vojne, kar si ga novejše generacije zapomnejo. Težava v stereotipih je v tem, da se po mojem povprečen Slovenec ne zaveda, kdo vse je javni uslužbenec. Free speech is not free reach. Varnost je tudi temeljni pogoj za v bistvu normalno delovanje družbe, tako kot je zdravje za človeka. Sami morda hitreje prispemo na cilj, vendar skupaj prispemo veliko dlje. If you want a better image, you have to do good in the world, good in the world, good in the world, good in the world. To so bili utrinki leta 2025 v GoSee podcastu. Hvala vsem gostjam, gostom in vam, spoštovano spletno občinstvo, ker ste bili z nami. Se slišimo in vidimo tudi v letu 2026. Želim vam vesele praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto, polno lepih trenutkov in novih priložnosti. Naj bo iskrivo in zanimivo.